V projektu Izbira poklica, izziv za prihodnost sodelovalo 720 mladih iz 4 občin. Bronasta priznanja prvi generaciji dijakov programa MEPI. V Zgornji Rečici v občini Laško namenu predali novo parkirišče. Celjskim drsavcem 3. mesto na mednarodnem tekmovanju Skate Celje 2015. Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v informativni oddaji Dogodki dneva. Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je že 8. leto zapored uspešno zaključila projekt Izbira poklica, izziv za prihodnost. V njem je letos sodelovalo 720 učencev iz 13 osnovnih šol iz mestne občine Celje ter občin Štore, Vojnik in Dobrna. Na območni obrtno-podjetniški zbornici Celje so se pred 8 leti za ta projekt odločili zaradi težav podjetnikov in obrtnikov, ki so vedno bolj opozarjali na težave pri iskanju ustreznega kadra. Prva misel, ki je bila ta, da naši obrtniki so nekako zraven tega, da je bil največji problem plačilna nedisciplina, po drugi problem so izpostavili pomanjkanje kadrov. Mi smo takrat začeli z iskanjem in pa z propagando deficitarnih poklicov po osnovnih šolah. To je bila prvenstvena naloga. No, iz tega je potem začelo izhajati to, da smo nekako otroke že takrat v tisti zadnji triadi najprej začeli pripravljati oziroma smo jih osveščali mogoče, za kateri poklic so pa oni sploh sposobni. Da so mogoče iz tistega svojega izvajanja, ki so ga delali skupaj z našima mentoricama, nekako tudi in seveda z starši lahko izluščili, zakaj je otrok sploh sposoben. Vemo, da v Sloveniji imamo že 20 let enak trend, se pravi, določenih poklicnih profilov manjka že desetletja in poskušamo v bistvu navesti otroke in pa seveda tudi njihove starše na to, da je treba razmišljati, kaj bodo v življenju delali, ne pa na katero šolo se bodo vpisali. Kajti zadeva je takšna, če bi vedeli, kaj bodo delali, se bodo vpisali na tisto srednjo šolo, ki jim bo omogočila pridobivanje znanj in veščin, ki bi pri opravljanju tega dela tudi potrebovali. Je pa res, da enostavno v teh letih opažamo veliko spremembo v razmišljanju, tudi že pri samih učencih, od 7. razreda osnovne šole dalje, kajti še 5 let nazaj ni bilo govora o kakšnih krovcih, kleparjih, pekih, slaščičarjih. Je pa res, da v bistvu se mi trudimo s to promocijo, da je kriza tudi svoje naredila na področju zaposlovanja, pa še, glejte, vsi živimo danes s televizijo, resničnostni šovi, kaj podarjajo, se pravi kuhanje, ne. Mi pač poskušamo otroke naučiti, da poiščejo, kakšni so trendi, ne, kajti takrat, ko bodo oni prišli na trg dela, bojo že poklici tudi drugi, kot so danes. Kljub temu, da je tudi zaradi projekta Izbira poklica, izziv za prihodnost, v celjski regiji danes že nekoliko več zanimanja za tehnične poklice, je kadra s tovrstnimi znanji še vedno občutno premalo. V obrtnih in podjetniških poklicih je vsak tehnični poklic deficitaren. Moram reči, da danes praktično na tržišču ni tehničnega poklica, ki ne bi bil iskan, ki ni zaposljiv. Tako da po moje na same zavod za zaposlovanje imajo veliko povpraševanje po teh, razen če je res kdo levi, kot se temu reče. Krovcev, kleparjev, se pravi, ni, ne. Se pravi, en vpisan na šolskem centru, kdo nam bo popravljal strehe, s tem jih seznanjamo. Elektrika je povsod okrog nas, se pravi, trend tisti, ki bo delal karkoli v tem poklicu ali na tem področju, imel vedno delo, ne, ker ko smo imeli žled, smo zelo dobro ugotovili, da je vse na elektriko. Potem informatika, strojništvo, zdravstvo in vse te zadeve so tiste, ki kažejo trendi, da bodo potrebne tudi v prihodnje, poleg vseh teh, se pravi, storitvenih dejavnosti. In zakaj se mladi še vedno v premajhnem številu odločajo za tehnične poklice in srednje šolanje večinoma raje nadaljujejo predvsem na gimnazijah? Tako imenovanih državnih službah ali kakršnikoli drugih službah je praktično, ko se prvič zaposliš, imaš zaposlitev nekako do penzije, kot se temu reče. In to je bilo vodilo zadnjih 40-50 let, vodilo staršev in tudi otrok, da seveda gredo v takšen poklic, kjer je zasigurana služba in pa nekako da stabilna plača, kot se temu reče. In težko se je bilo odločiti za poklice, ki niso bili nekako v ospredju oziroma niso bili cenjeni. Danes, ko imamo
preveč ekonomistov, vseh ostalih družboslovcev, seveda, ki jih je ogromno na borzi. Danes se seveda morajo drugače odločati, tudi če so sposobni za kaj takega, vendar jaz mislim, da vsak je sposoben za nekaj tehničnega početi, za nekaj tehničnega delati, posebej pa, če je to zaposljiva zadeva, kajti vemo, da vsi živimo od denarja in od dela. Na območni obrtno-podjetniški zbornici nameravajo projekt Izbira poklica, izziv za prihodnost nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Pri tem jih podpirajo vse 4 občine, gospodarstveniki, obrtniki in ravnatelji osnovnih šol. Na gimnaziji Celje Center so z bronastimi priznanji odlikovali prvo generacijo dijakov programa MEPI. Za univerzalen mladinski program, ki mladim med 14 in 25 letom omogoča, da v svojem prostem času v okviru neformalnega učenja z aktivno udeležbo na različnih področjih razvijajo in uresničijo svoje potenciale. Na gimnaziji Celje Center so v lanskem šolskem letu kot ena prvih šol v Celju in na Štajerskem začeli izvajati program MEPI, program mednarodnega priznanja za mlade. Prostovoljstvo, veščine, šport in odprava, ki se ga mladi udeležujejo v okviru programa, jih spodbujajo k vsestranskemu razvoju aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja. Tu gre res za eno zelo premišljeno filozofijo, ki se sicer sliši precej enostavno. Torej, ena dejavnost, ki mora biti uresničena na področju prostovoljstva, ena dejavnost na področju veščin, ena dejavnost na področju športa in odprava. Zadeva je res enostavna v tem smislu. Ampak, ko recimo pogledam, kaj so naši današnji brončki počeli v tem preteklem šolskem letu, zato da so lahko svoj indeks izpolnili na ta način, da ga je potrdil tudi nacionalni oziroma mednarodni urad, vidiš, da se tu zadaj skriva kar veliko enega dela oziroma predvsem poti proti tisti točki, ki je v življenju mladega človeka, sploh v današnjih časih, še posebej zahtevna. Ko stopiš, se pogovoriš sam s sabo in rečeš, bom naredil in to res tudi narediš. Ne samo pri mladih ljudeh, no to pogrešamo tudi pri nas odraslih velikokrat. In ta ključni preobrat, ko se odločiš, da boš naredil tudi zase v tem primeru nekaj novega, kar si nekako vedno želel, pa nisi zmogel, imel poguma za to, zdaj ti pa stoji tu ob strani nek, recimo temu bolj konkretni izziv, nekega indeksa dosežkov, nekega priznanja, ki iz tega sledi, neke skupine, ki je v enaki situaciji kot si ti. Ja, moram reči, da na začetku smo imeli kar nekaj dvomov, kako bomo mi izpeljali to. Glede na to, da dijaki, ki se prijavljajo na ta program, so vpeti že v veliko dejavnosti, že na drugih področjih. Na tem mestu smo imeli malo sreče, da smo postavili tako dober tim, kot smo ga, tim 5 mentorjev, ki se zelo dobro razumemo in znamo uskladiti svoje poglede. In nam ni bilo težko tudi kakšno soboto ali nedeljo nameniti MEPI-ju. Seveda pa brez teh naših nagrajencev današnjih to ne bi bilo izvedljivo in tako kot sem že omenila prej, ne bi mogli tako postaviti temelje, kot smo jih za bodoče. Dijake z nasveti in idejami podpira 5 mentorjev. Skupno 5 dijakov je zadostilo izjemno strogim kriterijem programa. Zdaj ko smo dobili priznanje, je res super, ker vemo, da smo dosegali nek cilj, ki smo se ga na začetku zastavili. Vmes je bilo malo naporno, no, ampak zdaj res, ko pogledamo nazaj, kaj smo vse doživeli in pridobili, res je super, no. Izbrati smo si morali neko veščino. Jaz sem na primer igrala klavir in sem redno hodila na ure 3 mesece. Potem v prostovoljstvu sem hodila v dom za ostarele v Vojnik, kjer sem se ukvarjala z dementnimi ljudmi. In pa na področju športa sem se ukvarjala s fitnessom. Ja, priznam, da se nam je porodila ideja, da bi sodelovali tudi z drugimi šolami na pripravah za odpravo, tako da smo že začeli z aktivnostmi na terenu, z 3. osnovno šolo, z šolskim centrom Medijski in Strojna in pa seveda za srednjo zdravstveno šolo. Tako da tudi v tem pogledu vidimo veliko sodelovanja in povezovanja med srednjimi in osnovnimi šolami.
prva generacija dijakov, vključenih v program, šteje 11 dijakov, 6 jih še vedno zbira pogoje za zaključek prve stopnje. Na srebrni stopnji pa z letošnjim letom nadaljuje kar 8 dijakov. V občini Laško ob minulem občinskem prazniku nadaljujejo z odprtji zaključenih investicij. Tokrat so se nove pridobitve razveselili v Zgornji Rečici. Namenu so predali novo parkirišče ob tamkajšnjem pokopališču. Novo rečiško parkirišče v neposredni bližini pokopališča in Mrliške Vežice bo zagotovilo možnost parkiranja 16 vozil. Želja je že bila prej, ampak glede na to, da je bilo zahtevnost pridobitve gradbenega dovoljenja za samo Mrliško Vežico, glede na to, da se nahajamo ob cerkvi Martina Slomška, da smo imeli zelo stroge zahteve strani spomeniškega varstva, je bil potem ta parkir plače, tako rečemo, oziroma parkirišče za nekaj časa odmaknjeno od te investicije. No, sedaj smo ga naredili, odkupili smo zemljišče od privatnih lastnikov in sedaj smo, če tako rečem, zaključili to nalogo in tako da jaz upam, da bo služil svojemu namenu. No. Naložba je stala okoli 40.000 evrov, gradnjo so zaupali domačemu podjetju. Prvo fazo izgradnje je sicer občina izvedla že lani, z naložbo pa so skušali zmanjšati tudi število vozil parkiranih ob cestišču v času pogrebnih slovesnosti, ki so predstavljala nevarnost in oviro za druge udeležence v prometu. Mislim, da je parkirišče nekako primerno velikosti tudi tega pokopališča in pa v bistvu število prebivalcev tu. Sigurno, da v večjih pogrebih ne zadostuje, vendar pa mislim, da za tiste vsakodnevne potrebe, ki v bistvu krajani obiskujejo svojce na pokopališče, pa dovolj. Ker naložb nikoli ne zmanjka in ker v krajevni skupnosti nenehno iščejo možnosti za uresničevanje posameznih projektov, se tako tudi v prihodnosti obetata najmanj 2 večja projekta. Prvi je obnova strehe na tamkajšnjem sindikalnem domu. Če se le nam bo vse naredilo po sreči v drugem letu, osrednji kulturni dom, ki ga imamo v Hudi jami, sindikalni dom, obnova strehe, glede na to, da je dom star preko 60 let, sama streha preko 30, da jo moramo obnoviti, investicija bo vredna približno 40.000 evrov. Jaz si želim, da bo to izvedeno v drugem letu. Precej večja in dražja pa bo izgradnja vodovodnega sistema. Zanjo so že pridobili vsa potrebna soglasja, zdaj čakajo še na gradbeno dovoljenje. Računamo, da je v začetku naslednjega leta tudi to pridobljeno. Hkrati pa moram reči, da so se pri tem vodovodu izredno potrudili predvsem predsedniki in pa člani sveta krajevne skupnosti, kot tudi strokovne službe občine Laško, in da so v bistvu pridobili vsa soglasja. To si lahko predstavljate, glede na to, da ta vodovod meri preko 17 km v skupni dolžini, koliko je lastnikov, koliko je tega, vsak je šel k notarju, vsakem je bilo treba pogovor narediti, vendar pa v zadnjih 3 letih nam je to skupaj uspelo in računamo, da bomo že v naslednjem letu oziroma v naslednjih 2 letih nekako tudi pristopili k gradnji. Jaz upam, da nam bo to uspelo v naslednjih obdobjih in da bomo ljudem, ki živijo, če tako rečem, na zakladih narave, vode, ampak je nimajo, da jim bomo še to pripeljali do svojih hiš. Projekt je ocenjen na 500 000 evrov, zato želijo pridobiti tudi evropska sredstva. V ledeni dvorani v Celjskem mestnem parku je drsalni klub Celje uspešno izpeljal že 22. tradicionalno mednarodno tekmovanje v umetnostnem drsanju za pokal Evrope Skate Celje 2015. V skupnem seštevku so gostitelji med 50 sodelujočimi klubi osvojili 3. mesto, posamično pa sta se najbolj izkazala Taja Dolgan in Luka Lokar, ki sta v svojih kategorijah osvojila 2. oziroma 3. mesto. Celjski klub je poleg 2 uvrstitev na zmagovalni oder vpisal tudi 2 nehvaležni 4. mesti. Ana Čmerga je zasedla v skupini Novices A2, v najmlajši kategoriji je bila 4. Marina Skelič. Mi smo z letošnjo organizacijo tekmovanja zelo zadovoljni. Moramo reči, da je bilo še manj odpovedi kot prejšnja leta, tako da smo bili z urnikom kar na tesno. Bilo je malenkost manj kot 300 tekmovalcev iz 19 držav. Konkurenca je bila pa zelo močna v vseh kategorijah.
Sam športni dogodek je bil znova odlično izpeljan, sicer v sodelovanju z Zvezo drsalnih športov Slovenije ter pod pokroviteljstvom Mestne občine Celje, organizator prireditve pa je bil Drsalni klub Celje. Vsako leto je sicer malenkost posebno tekmovanje, kar se tiče organizacije smo že nekot v bistvu navajeni in gre to tekoče, vsak ima svoje delo, vsak ve, kaj mora narediti, tako da tukaj ni nekih problemov in težav. So pa manjši zapleti, v bistvu se gre pri pravilih od A-ja S-ja, ki se jih je treba držati, tako kot sodniki, kot tudi organizator. Tekmovalci in trenerji pa mogoče za to ne vejo in potem tudi letos smo imeli manjši problem z Turki, ki smo ga na koncu uspešno rešili, ampak se je pa vleklo 2 dni, da smo prišli uspešno do zaključka, da smo potem lahko dovolili tekmovalcu, da je uspešno tekmoval. Največja želja pred letošnjim tekmovanjem so bili številni gledalci, katere so organizatorji želeli na tribunah. Jim je to uspelo? Ja, to je vsako letošnja želja, tako otrok kot staršev, kot tudi nas organizatorjev. Sej pridejo pogledat. Moje mnenje je, da mogoče bolj zaradi tega, ker se zmotijo ob sobotah, nedeljah, pa pride na rekreacijo, pa potem malo pogledajo. Ampak vse šteje. Tribune so polne staršev, tet, stricev, tistih, ki so od tukaj, tisti, ki pa pridejo daleč, pa tudi zraven koga pripeljejo. Tako da nekaj malega navijačev je, da ni čisto prazno, bi pa bili veseli še kakšnega več vsako leto, ne? Celjski klub pa ima v letošnjem letu pred sabo še eno nalogo. Čez en mesec, 12. 13. december, gostimo letos v Celju državno prvenstvo. Tudi tam je sicer veliko manj tekmovalcev, ker so samo tekmovalci iz Slovenije. Je pa res, da bosta prisotna tudi naša najstarejša drsalca, se pravi članica in pa član, ki oba prihajata iz Drsalnega kluba Celje, tako da bo kar za videti nekaj dobrih programov. Prihodnje leto se torej v Celju obeta že 23. mednarodno tekmovanje v umetnostnem drsanju za pokal Evrope Skate Celje. Jutri bo v jugozahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo po večini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija. V petek bo oblačno, le v vzhodnih krajih še deloma jasno, v zahodni Sloveniji pa bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo oblačno s padavinami, popoldne se bo ohladilo, meja sneženja se bo spuščala. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost. Vabljeni k nam spet jutri ob 18:30. Nasvidenje.